bi zaključila z predstavitvijo izbranih odločitev Sodišča Evropske unije, v katerih je podalo razlago določb uredbe o Evropskem plačilnem nalogu. In kot boste videli, začela bom z vprašanjem poštenih pogojev v potrošniških pogodbah in končala bom. Tudi zadnja odločitev je zadevala to vprašanje presojanja strani nacionalnih sodišč po uradni dolžnosti, ali pogodba vsebuje nepoštene pogoje ali ne. Tukaj seveda na začetku bi mogoče čisto na kratko dejansko stanje, dejansko je šlo za gospoda Kamina, ki je sklenil posojilno pogodbo za nakup vozila, in sicer je v tej posojilni pogodbi bilo določeno obresti za posojilo v znesku 7,250% in zamudne obresti so bile dejansko določene na 29%. In seveda je banka po izpadu 7 zaporednih mesečnih plačil vložila pred španskim sodiščem predlog za izdajo španskega nacionalnega plačilnega naloga, in sodišče je izdalo dejansko sklep, v katerem je pozvalo banko, naj predloži, ker je pač ugotovilo, da bi naj šlo za to tipsko pogodbo, oziroma naj predloži, in je banka tudi predložila, in potem je sodišče s sklepom ugotovilo, da je šlo za tipsko pogodbo, torej med potrošnikom in banko, in da je v znesku 29%, če se to primerja z Euriborom, šlo za nepoštene pogoje, vsiljene splošne pogoje, in je dejansko sodišče celo samo spremenilo in znižalo torej te zamudne obresti iz 29 na 19%. Tukaj se je v tem primeru dejansko pojavilo vprašanje, ali sploh lahko nacionalno sodišče po uradni dolžnosti presoja poštenost, nepoštenost pogojev v potrošniških pogodbah, in drugo vprašanje, ali lahko tudi samo spremeni na potem dopustno stopnjo. Sodišče EU je seveda tukaj presojalo tudi določbe direktive o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah, in dejansko v skladu z to direktivo jo je treba razlagati tako, da nasprotuje nacionalni zakonodaji države članice, ki ne dopušča, da bi sodišče po uradni dolžnosti presojalo nepoštenost pogoja. Vendar pa takšna direktiva ne dovoljuje, da bi sodišče samo spremenilo vsebino tega pogoja, temveč zgolj presoja torej ničnost oziroma nepoštenost pogoja, dejansko pa mora ostati pogodba, kolikor je pač možno, v veljavi. Tako da lahko presoja nepoštenost torej pogoja zamudnih obresti, ne pa seveda tudi, da bi samoiniciativno spremenilo. Zdaj, in ko bom se vrnila na koncu, kjer bomo pogledali primer Bondura, ki pa je na ravni vprašanja Evropskega plačilnega naloga sodišče EU tudi podobno presojalo to direktivo in potrošniške pogodbe. Zdaj, naslednja je, mislim, da zelo znana sodna odločitev, in sicer odločitev Ivona Siročka. Zdaj, ko boste spremljali te primere, ki jih analiziram, se zavzamite tudi na države, ki so podale predhodno vprašanje. Načeloma je večina Nemčija in Avstrija. V izbranih primerih, ki jih danes obdelujemo, sta 2 španska, torej predvsem te z nepoštenimi potrošniškimi pogoji, pa mislim, da še en s Češke, načeloma vsi ostali so pa dejansko bili podani kot predhodno vprašanje avstrijskih in nemških sodišč. Pri Siročki je bilo pomembno za nas danes dvoje vprašanj.
Prvo vprašanje je, ali je vloga za izdajo evropskega plačilnega naloga z svojimi pogoji, ki jih ureja uredba o evropskem plačilnem nalogu, izčrpna, torej ali lahko sodišče presoja popolnost te vloge tudi po nacionalnem pravu, ali pa to uredba ne dopušča in mora presojati zgolj popolnost vloge na podlagi določb uredbe o evropskem plačilnem nalogu. Šlo se je dejansko za vlogo, v katero je ta Ivona Siročka vnesla znesek v evrih. Dejansko pa je sodišče presojalo vrednost spornega predmeta oziroma odločalo, da bi lahko vrednost spornega predmeta morala biti v poljski valuti, zato da bi potem lahko izračunalo sodna taksa. Tako da to je bilo prvo vprašanje, ali seveda ta obrazec izčrpno ureja pogoje, ki jih mora izpolnjevati vloga za evropski plačilni nalog ali ne. In drugo, ali in kako se lahko opredelijo obresti v samem tem obrazcu. Torej, naša Siročka je vložila predlog za izdajo evropskega plačilnega naloga, v katerem je navedla tudi obresti, in sicer tako, da bi naj te tekle od točno določenega datuma do dneva plačila glavnice, torej obdobje do dneva plačila glavnice, brez seveda navedbe datuma. In tudi tu je bilo seveda vprašanje, ali uredba nasprotuje ali omogoča seveda, da se takšne obresti na takšen način tudi navedejo v samem obrazcu in potem seveda v evropskem plačilnem nalogu. Torej, na prvo vprašanje je bilo seveda odgovorjeno, da člen 7, ki določa podatke, informacije, ki morajo biti v obrazcu navedeni, je izčrpen, da pa lahko sodišče za to, da preračuna in določi znesek sodne takse, uporabi 25. člen uredbe, ki pa določa, da pa sodne takse, ki se določijo za evropski plačilni nalog, ne smejo presegati sodnih taks, ki veljajo za nacionalne postopke. In pa drugo, nacionalno sodišče v primeru določanja obresti lahko samo izbere konkreten način za izpolnitev obrazca za evropski plačilni nalog, čeprav ta obrazec na primer ne dopušča takšno izpolnitev, kot je na primer do plačila glavnice. Torej, pomembno je samo, da se brez kakršnega koli dvoma lahko tožena stranka seznani z odločbo, torej tako z višino obrestne mere, kot tudi z obdobjem teka in seveda, da ji bo jasno, da bo lahko ugotovila obrestno mero in dan. Zdaj pač pomembno je tudi, da, kot je že profesor Ivčeva povedala, da je seveda v državi članici izvršbe potem ta izvršitev evropskega plačilnega naloga, tudi kar zadeva obresti, lažja, če se seveda bolj določi obrestna mera. In tako kot smo povedali, sicer obrazec omogoča, ampak je sodišče Evropske unije reklo, da pa lahko nacionalna sodišča tudi na primer jaz sem si napisala celo, tam, kjer imamo stolpec znesek, bi lahko napisalo sodišče obrestno mero, na primer v stolpcu datum, pa bi se lahko napisalo do dneva plačila, poplačila glavnice. Je pa seveda smiselno, da se čim bolj določno tudi določi tek in višina obrestne mere. Zdaj, naslednji primer je šlo za gospoda Sperindeja, ki je sklenil pogodbo o opravljanju storitev z podjetjem Boltbet, ki organizira športne stave. In te športne stave se je dogovoril s Sperindejo, da bi organiziral in ponujal v Italiji. Podjetje, družba torej je menila, da pa gospod Sperindejo ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti in je seveda potem pri avstrijskem sodišču predlagalo izdajo evropskega plačilnega naloga.
Gospod Sperindeo je pravočasno vložil ugovor zoper ta evropski plačilni nalog in je svoj ugovor torej utemeljil s tem, da ni utemeljen in da zahtevani zneski niso zapadli. Pomembno vprašanje je tukaj, ali takšen ugovor, in o tem smo danes že govorili in tudi kolegica pred menoj je že poudarila, ali takšen ugovor dejansko, torej tega Sperindeja, pomeni spustitev v postopek v smislu bruseljske uredbe 1, 24 člen ali pa bruseljske uredbe 1a, 26 člen. Povedano je bilo, da seveda ugovor ne rabi biti obrazložen, če je predložen na obrazcu, se izpolnijo zgolj predvideni ti kvadratki in seveda ni potrebno, da dolžnik utemeljuje svoj ugovor. Zato se tudi v obrazcu ne zahteva, da poda ugovor nepristojnosti. In sodišče EU je seveda odločilo, da člen 6 uredbe o evropskem plačilnem nalogu v povezavi s členom 17 je treba razlagati tako, torej 17, kar zadeva ugovora, da ugovor zoper evropski plačilni nalog, s katerim se ne ugovarja pristojnosti sodišča države članice izvora, ni mogoče šteti za spustitev v postopek v smislu bruseljske uredbe 1 oziroma 1a. Tudi če bi v ugovoru, ki ga je vložila stranka, navedla razloge, ki se nanašajo na glavno stvar. Torej tudi če bi navedla razloge ali pa ne, seveda se ta prvo procesno dejanje strani tožene stranke ne šteje kot spustitev v postopek, kar pomeni, da lahko še torej v rednem postopku, ki se bo pač sledil tem evropskemu postopku, pa ugovarja nepristojnosti. Potem sledi še ena odločitev, kjer bomo videli, tudi ni edina, ko je sodišče presojalo te restriktivne, taksativno naštete okoliščine, kdaj lahko dolžnik po izteku ugovora, torej roka za ugovor, pa predlaga ponovno preučitev v izjemnih okoliščinah, torej ponovno preučitev evropskega plačilnega naloga. In tukaj se je šlo predvsem za vprašanje, ali nevročitev je okoliščina, na podlagi katere pa lahko zahteva dolžnik ponovno preučitev. Namreč sodišče je z povratnico poslalo evropski plačilni nalog na naslov, ki ga je navedel upnik. In na podlagi tega je seveda bilo iz povratnice, ni bilo mogoče razbrati drugih podrobnosti, razen tega, da je pač bilo pisanje vročeno na naslovu, ki ga je navedel upnik. Nato pa je seveda dolžnik vložil po izteku roka predlog za ponovno preučitev in seveda je sodišče se spraševalo, ali je treba to uredbo razlagati tako, da se ti postopki, ki so navedeni v 16. do 20. torej glede ugovora in ponovne preučitve, uporabljajo, kadar se izkaže, da niso bili zagotovljeni minimalni standardi iz uredbe o evropskem plačilnem nalogu. Na primer, sploh, ko vročitve ni bilo. In v primeru, ko vročitev ni skladna z temi minimalnimi standardi, torej smo rekli, bodi si osebno na naslovniku ali pa če gre za nadomestno, pri čemer se za to ponovno preučitev kot okoliščina dejansko lahko ugovarja zgolj napake pri tej nadomestni. In je sodišče dejansko odločilo, da ko vročitev ni skladna z temi preostalimi minimalnimi standardi, rok za vložitev ugovora sploh ne teče. Tako da bi v primeru, če je sodišče že razglasilo izvršljivost, bilo potrebno to razglasitev šteti za neveljavno, ker pa uredba takšnih pravil glede morebitnih pravnih sredstev tožene stranke, če gre za neobstoječo vročitev, ne ureja, pa se v tem primeru uporabijo procesna vprašanja
v nacionalnem pravu. Torej, kaj se zgodi z razglasitvijo izvršljivosti, torej bi se v našem primeru, po slovenskem pravu, verjetno uporabila pravila glede razveljavitve potrdila o razglasitvi izvršljivosti in pravnomočnosti. Potem imamo še en primer, tukaj je šlo za Thomas Cook, Belgija, in Turner Hotel so bili iz Avstrije. Thomas Cook je dejansko belgijsko podjetje, ki je zaprosilo za hotelske storitve v Avstriji. Nato pa je avstrijska družba, torej ti hoteli, se odločila, da storitev ni bila opravljena oziroma da ni bilo poplačano to, kar so opravili, in so vložili vlogo za evropski plačilni nalog. In seveda tukaj znova vprašanje zahtevka za ponovno preučitev evropskega plačilnega naloga in kako je z vložitvijo ugovora nepristojnosti sodišča, če je bila sklenjen sporazum o pristojnosti, torej v katerem trenutku in kdaj se to upošteva. Dejansko družba po izteku 30, torej v roku za ugovor ni vložila ugovor, je pa po izteku roka za ugovor vložila to posebno pravno sredstvo ponovne preučitve in je dejansko navajala, da je sodišče presojalo pristojnost na podlagi neresničnih podatkov in da je bilo pač med tema strankama sklenjen sporazum o pristojnosti. Sodišče EU je poudarilo v tej zadevi, da nacionalna sodišča, ko presojajo svojo pristojnost in očitno utemeljenost, neutemeljenost, izhajajo iz podatkov, ki jih navede upnik. In dejansko upnik tudi poda izjavo, da podaja resnične podatke. In tako je sodišče tudi navedlo, da dejansko ta ponovna preučitev, posebno pravno sredstvo, se razlaga tako, da nasprotuje temu, da bi tožena stranka bila upravičena vložiti zahtevek za ponovno preučitev v primeru, ko zatrjuje, da je bil obrazec ali pa evropski plačilni nalog izdan na podlagi neresničnih podatkov. Zakaj? Zato, ker v tem primeru bi se dejansko preskočila faza obveznega ugovora in bi se seveda lahko bolj sprostilo presojanje uporabe tega posebnega pravnega sredstva. Smo pa že povedali, da gre za taksativno naštete okoliščine in da se tukaj presoja vložitev te ponovne preučitve restriktivno. Drugi primer je bil tudi, kar zadeva vložitve ponovne preučitve, pa zadeva, ko je odvetnik napačno preračunal rok za vložitev ugovora zoper evropski plačilni nalog in je bila vložena tudi zahteva za ponovno preučitev, ravno iz tega razloga, da pač je prišlo do napake, za en dan se je zmotil, pa je sodišče EU tukaj tudi povedalo, da je pač prvo obrambno sredstvo dolžnika ugovor in da nespoštovanja roka za vložitev ugovora strani pooblaščene osebe, zastopnika tožene stranke, ne more biti okoliščina za ponovno preučitev, torej gre za neskrbno ravnanje. Potem imamo še predzadnji primer in sicer tukaj je šlo za vprašanje glede uporabe uredbe o vročanju in predložitve obrazca za zagotavljanje zavrnitve vlog, ker pač dolžniku ni bila vložena vloga v jeziku, ki ga razume. Torej vprašanje, ali se lahko oziroma ali se tudi v postopkih izdaje evropskega plačilnega naloga uporabi uredba
1373/2007 o vročanju v civilnih gospodarskih zadevah, ta je bila tudi že spremenjena, in ali lahko tudi v teh postopkih naslovnik zavrne pisanje, ker mu pač ni bil priložen prevod. In tukaj je seveda sodišče EU odločilo, da te dve uredbi je treba razlagati tako, da če je bil evropski plačilni nalog toženi stranki vročen, ne da bi bila vloga za izdajo evropskega plačilnega naloga priložena oziroma sestavljena v jeziku, ki ga razume, mora biti toženi stranki omogočeno, da seveda z standardnim obrazcem iz te uredbe o vročanju zavrne in zahteva seveda prevod tega prvega pisanja. Tako da sodišče tukaj seveda podaja usmeritev, da je tudi če se ta formalnost opusti, se to lahko popravi in da se seveda ta obrazec tudi zagotovi dolžniku, ki lahko potem zavrne in zahteva prevod. In pa, da če gre za takšno napako, evropski plačilni nalog ne more postati izvršljiv in tako da rok za vložitev ugovora niti ne more začeti teči. Tako da se v teh postopkih za izdajo evropskega plačilnega naloga uporabljajo tudi določbe uredbe o vročanju, kar zadeva prevodov. In kot sem že rekla, začeli smo z Španijo, pa še končali bomo z Španijo. Torej, ena je ta med zadnjih odločitev, kar zadeva razlage uredbe o evropskem plačilnem nalogu, in sicer je šlo za družbo Bondoro, ki je s potrošnikom sicer sklenila zelo nizko posojilno pogodbo za znesek 755 €. Potem pa je ta družba predložila vlogo za izdajo evropskega plačilnega naloga in predložitveno sodišče, torej to špansko sodišče, je nato menilo, da ta terjatev temelji na posojilni pogodbi, ki je sklenjena seveda med banko in potrošnikom, in da bi na podlagi direktive o nepoštenih pogojih sodišče presojalo poštenost ali nepoštenost pogojev v tej pogodbi. Seveda se družba z tem ni strinjala in je seveda navedla, da obrazec za vložitev vloge za izdajo evropskega plačilnega naloga ne določa ali pa ne zahteva nobenih prilog, zgolj da se izpolnijo predvidena mesta in da se opišejo dokazi. Sodišče Evropske unije je na to presojalo in je reklo, da dejansko sodišče v skladu z direktivo od upnika lahko zahteva dodatne informacije v zvezi s pogodbenimi pogoji, zato da lahko presoja utemeljitev terjatve, da je to možno zahtevati od upnika v okviru te dodatne izjave na obrazcu, ki je pač takšen okvirček, ki kar omogoča prostor za dopolnitev, ali pa se lahko posluži tudi možnosti, da pozove upnika na dopolnitev vloge in se pač v tem primeru z posebnim obrazcem B pozove, da pač to dopolni. Tako da je treba tudi v teh postopkih presojati, ali potrošniška pogodba vsebuje nepoštene pogoje, in to omogoča tudi direktiva. Tako da tako uredba kot torej v teh postopkih ne samo uredbo je treba upoštevati, ampak tudi na primer uredbo o vročanju, pa tudi direktivo glede uporabe in poštenosti potrošniških pogodb. Hvala za vašo pozornost.